Frekvenca za logistiko Slovenskega logističnega združenja. Gospa Taja Šerjak, prihajate iz družbe ADD d.o.o. S čim se vi ukvarjate? Torej, naše podjetje podpira naše stranke na različnih segmentih. En del je sistemska integracija, potem rešitve za povečanje kibernetske odpornosti. Zelo pomemben del našega podjetja pa tudi predstavlja oddelek podatkov pa umetne inteligence, katerega del je v bistvu tudi ekipa, ki se ukvarja prav z regulatornim poročanjem. In danes sem predstavljala prav ta segment. Ja, povejte nam, kaj je zdaj tu novega, kako naj se podjetja s področja logistike pripravijo na to trajnostno poročanje. Zdaj, kar je predvsem novega, novembra lansko leto je bila sprejeta novela zakona ZGD-1M, ki predpisuje v bistvu elektronski tip poročanja za trajnostni del poročila, v tem elektronskem formatu od že leta 2024 naprej, se pravi že za letno in trajnostno poročilo 2024 naprej. Zdaj, mandat velja trenutno za subjekte javnega interesa, se pravi družbe, ki kotirajo na borzi, in pa dodatno tudi razširja nabor na subjekte javnega interesa. Koliko je takih v Sloveniji, recimo? V Sloveniji, se pravi, tisti, ki so na borzi, je nekje cca 30, subjektov javnega interesa pa še dodatnih 80. Ampak sicer pa več družb poroča, ker so v verigi nekih družb, s katerimi sodelujejo iz tujine in jih one družbe sprašujejo. Kako je s tem? Tako, ja, se pravi, na eni strani imamo družbe, ki so del neke mednarodne skupine, in zapadajo pod to obvezo in morajo v bistvu že matične podjetja potem poročati po tem novem formatu, Na drugi strani pa tudi nekako poslovni partnerji, se pravi tekom cele vrednostne verige, zahtevajo neke standarde, tako kot na področju kibernetske odpornosti, tudi na področju trajnosti, da poročajo, da ravnajo bolj trajno, tako da nekako imamo tukaj ne samo ta vidik v bistvu regulatorja, se pravi iz Evrope, kar prihaja, regulativa, na drugi strani tudi ostali deležniki zahtevajo neke premike v pozitivno smer na tem področju, trajnosti. No in zdaj to trajnostno poročilo je pravzaprav, mora biti kar konkretno, ne more družba reči, mi smo trajnostni, je treba to dokazati s številkami, na kakšen način to dokažejo. Tako, se pravi, trajnost poročilo s tem, kar se mi primarno ukvarjamo, se pravi pretvorba v elektronski format, to je zadnji korak, v resnici pa trajnost se začne pri sami poslovni strategiji, Podjetja, danes sem predstavljala primer Telekoma Slovenije, s katerimi sodelujemo, in moj sogovornik je omenil, da v bistvu oni so se že leta 2009 začeli s tem področjem ukvarjati. Se pravi, gre za širšo zgodbo, ki je vkomponirana v strategijo podjetja, kako se obnaša do deležnikov, se pravi do okolja, zaposlenih in tako naprej, In seveda, ključno, kako se pripraviti, pa je na to, da se identificira, kateri podatki in kateri kazalniki so za podjetje ključni, da dosegajo potem, seveda, da se zastavijo neke cilje in potem stremijo k napredku oziroma k tem ciljem. No, recimo Telekom, kaj točno poroča Telekom? Telekom v bistvu si je izbral par ključnih stvari, in zdaj podatki še niso javni, tako da ne moremo komentirati. Mi smo prikazali ta elektronski tip poročanja za 2023, Ampak ja, ključno tukaj ni samo kaj poročati, podjetja se morajo pripraviti tudi v tem smislu organizacije, se pravi, komu bojo od zaposlenih dali neke dodatne zadolžitve, kako bojo to potem procesno peljali, In na koncu seveda, kako bojo to tudi poročali. Zdaj mi, ki podpiramo predvsem podjetja na tem tehnološkem delu, se pravi na tem IT-ovskem, če tako laično povem, mi se z njimi največkrat pogovarjamo o samem pridobivanju pa zbiranju podatkov. Ker če dam za primer, podjetje si zastavi cilj ogljične nevtralnosti do, tega in tega leta, da pridejo do tja, seveda bojo mogli zasledovati marsikatere projekte izvesti, Bil je tudi primer Luke Koper, danes izpostavljen, koliko nekih projektov imajo v bistvu v teku od elektrifikacije in tako naprej, ampak da znamo te učinke prepoznati, meriti, je pa seveda začeti tudi treba zbirati podatke, Tukaj pa imajo danes še izziv, se pravi, trenutno smo bolj na tej fazi,
Ko se pogovarjamo o poslovni strategiji, kjer je trajnost seveda prepletena na vse nivoje, a ne. Na drugi strani pa kako te učinke meriti, zbirati podatke in potem na koncu tudi poročati, ne. No, zakaj se podjetja v glavnem odločajo, recimo za nakup električnih vozil, pa koliko jim to prinese, ali za mogoče kakšno fotovoltaiko? Kaj je tisti najhitrejši način, da vendarle pridobijo nekaj teh točk? Ja, tukaj bom rekla, da nekega pavšalnega odgovora ni. Zaradi tega, ker tudi ni univerzalne strategije za podjetja, ne. Tako da to zelo zdaj zavisi od dejavnosti, ne. Recimo danes na predavanju je bilo izpostavljeno tudi, kolega iz Telekoma je izpostavil primer Narodnega parka tukaj Sečovlje, a ne, ki ga tudi upravljajo, ne. Z vidika samega poslovanja njihovega podjetja to nima nekega zelo velikega poslovnega vpliva, ne. Ima pa na drugi strani velik vpliv na okolje, na razogljičenje in tako naprej. Se pravi, da bi zdaj jaz lahko podala odgovor, ki bi bil širše uporabi, kupite 5 električnih vozil, pa boste že na tem zelenem vlaku. Temu ni tako, a ne, saj tudi zato pa vidimo v praksi, da je ta tema kar kompleksna, tako da zahteva kar poglobljeno razumevanje pa pristop k temu, a ne. Tako da čakati na to, da bo regulator rekel, zdaj pa se gremo trajnost, ne, mislim, da ni čisto ta prava pot, ne. Torej, ima Telekom srečo, da je nekoč Mobitel, ki se mu je priključil, imel nekega direktorja Majzla, ki je pač kupil te soline, ne, in jim zdaj to prav pride, no, zdaj, če tako komentiramo, ne, pod črto. To je zdaj to, ne, zdaj so prišle te soline prav, ne, ni pa nujno, da bi jih kupili. To se pravi, zdaj recimo na dolgi rok se pač podjetja pripravljajo, ne. V kakšnem smislu, na kaj vse naj se pripravijo? Se pravi, prvo je to, kar smo že govorili, a ne, strategija, drugo pa, kako bojo ta projekt peljali, ne. Zdaj, mi imamo rešitev, ki podjetjem pomaga skozi ta proces, a ne, od matrike dvojne pomembnosti, izpeljave anket z deležniki, priprava končnega poročila, zbiranje podatkov, analiziranje podatkov, a ne. Tako da mi smo predvsem tehnični suport ekipam, ki seveda to vpeljujejo. Pa seveda potem ta končni del, a ne, se pravi elektronski tip poročanja, a ne, o tem danes še mogoče nisva toliko veliko govorili, a ne, ampak podjetja, ki kotirajo na borzi, v tem formatu poročajo že 5 let, a ne. Slovenija je bila prva med prvimi državami Evropske unije, ki je ta format poročanja v bistvu implementirala, a ne. Tako da to, kar v bistvu velja za letno poslovno poročilo, a ne, se sedaj prenaša tudi na trajnost, ne. To se pravi, v tem primeru je veliko nekih novih pojmov, za katere v bistvu vsak ne pozna v celoti definicije, kar pomeni, tako kot vemo, morajo podjetja najeti zunanje strokovnjake ali pa notranje dovolj dobro izobraziti. Je to tako, ne? Koliko strokovnjakov je potrebnih, da se izpolni neko tako trajnostno poročilo? Se pravi, kar se tiče strokovnjakov, je tako, podjetja, kot vidimo v praksi, a ne, sodelujejo z 2 tipi potem partnerjema, ne. En tip partnerjev je tisti, ki pomaga pri sami vsebini v pristopu, a ne. Ta drugi tip partnerjev je pa tako kot naše podjetje, pa pomaga v bistvu tehnično te zadeve pripeljati do tega nivoja, da je zadeva potem na koncu skladna in da se lahko da potem končno poročilo tudi regulatorju. Ta model tega poročila digitalnega, to je predpisan s strani Evropske unije ali kako je s tem? Tako je, se pravi, digitalno poročilo, ki se tudi omenja v zakonodaji, a ne, to je predpisan s strani regulatorja, se pravi za letno poročilo je to regulator ESMA, a ne, sicer pa so tukaj standardi CSRD, a ne, ki predpisujejo, na kakšen način mora biti ta poročila pripravljena, a ne. In recimo, če smo bili v preteklosti navajeni poročila imeti v nekih lepih PDF formatih z bogato grafično podobo, a ne. Sedaj prihajamo na ta tip poročanja, ki je pa v elektronski obliki, se pravi, sam izgled izgleda tako, kot je recimo v preteklosti, vendar so pa v ozadju metapodatki, a ne. To, kar mi delamo za naše naročnike, je, da v bistvu potagiramo vse podatke, se pravi, oddamo neko unificiran tag, a ne, se temu reče, in na ta način potem lahko različna podjetja, različne industrije
lažje primerjamo med sabo. Ne. Mhm. Recimo ta format se je uveljavil v Evropski uniji sprvotno prav zaradi tega, ker so želeli trg, se pravi stock market, Borzni? borzni trg, narediti bolj privlačen. a ne. In medtem, ko smo recimo bili v preteklosti navajeni, da ne vem, italijanska podjetja so imela svojo strukturo poročil v svojem formatu, a ne, v svojem jeziku, je bilo zelo težko narediti neko primerjavo, kako neko podjetje v Italiji, ki se ukvarja, ne vem, z logistiko, posluje v primerjavi s podjetjem iz Nemčije. A ne. In s tem standardom nekako pridemo do tega poenotenja, a ne. Potem je poročilo v strojno berljivi obliki. In to je bil ključen cilj. Ne? In ker so zaznali tudi številne ostale prednosti, se pravi, ni več napak v poročilih, a ne? Ker se vse izvaja s strani, se pravi, s pomočjo nekega programske opreme, ki je seveda standardizirana, a ne? In so noter tudi validacije. Je po drugi strani ne samo, da imamo podatke, ki so potem primerljivi, tudi možnost napak je potem izničena. a ne. Torej, zdaj so ta poročila napisana tako, da so te postavke so izvedene na en skupni imenovalec, da vemo, za vsa podjetja jih lahko primerjamo. Torej, katera so zdaj ta glavna poglavja, katere so te glavne teme, s katerimi potem primerjamo podjetja med sabo? Se pravi, ko se pogovarjamo, ker zdaj večina podjetij se odloči, da bo trajnostno poročilo vkomponiralo v svoje letno poročilo. Ne. Se pravi, podjetja so se prej predvsem primerjala po finančnih izkazih, a ne, se pravi, po prihodkih, dobičku, gibanju kapitala in tako naprej. A ne. Zdaj z uveljavitvijo teh standardov tudi na trajnostnem področju, a ne, se pa lahko potem naredi primerjave tudi z vidika teh trajnostnih kazalnikov. Se pravi, kako vplivajo na okolje, kakšnem odnosu so s svojimi zaposlenimi in z ostalimi deležniki. A ne. Tako da tudi po teh parametrih potem je možno primerjati. A ne. To so, izvolite, povejte se. Ja, mogoče bi samo še dodala, da malce so nam prihranili zdaj prvo leto, a ne. Ker je izvedba tega elektronskega poročanja v nekoliko milejši obliki, se pravi samo pretvorba v elektronski format, a ne. Kasneje pa bo prišlo tudi to tagiranje, ki sem ga omenila in je že uveljavljeno za finančno poročanje, tako da prvo leto za 2024 ima podjetja nekako lažjo pot, da naredijo nek lažji prehod v tej smeri. Ne. Dobro, zdaj tudi sicer se je ta evropski zeleni prehod malce omilil, da tako rečem. Mogoče so roki, kot ste že omenila, malce podaljšani. Kaj vse se je spremenilo? V kolikšni meri je bilo zdaj to in bo olajšano za podjetja? Zdaj, ta prva stvar je, da če primerjam s tem finančnim poročanjem, kjer so roki dokaj kratki, a ne, in do konca aprila morajo vsa podjetja to izvesti, gre pri trajnostnem poročilu za daljši rok poročanja, a ne, ki je 8 mesecev po koncu poslovnega leta. Zdaj podjetja v Sloveniji v večini imajo poslovno leto od januarja do decembra, tako da tukaj se je to obdobje prehoda bistveno podaljšalo, a ne, to je prva stvar, ki je že implementirana v slovenski pravni red. Ta druga stvar, kar je, da je ta tip poročanja trenutno manj zahteven. V zakonu tudi piše, da ko bo pristojni minister ocenil, da so podjetja dovolj tehnološko seznanjena s tem novo obliko, a ne, se bo šlo pa v ta razširjen format, a ne, ki se mu reče AXBRL, to je format z oznakami, z tagi, a ne. Tako da že tukaj je nekaj prednosti, glede na to, da je bilo kar nekaj podjetij v skrbeh, kako sploh ta prehod narediti, a ne. Kateri minister bo pa to odločil? V zakonu piše pristojni minister, tako da več informacij nimamo. No. Ja, še ne vemo v Sloveniji, kdo je ta minister. Še ne vemo, ja. Mislim, vsaj jaz nimam te informacije, ne morem pa zdaj generalno trditi. Ne. No, to trajnostno poročilo je, tako pravijo, pomembno tudi za banke, ki v prihodnje sploh ne bodo financirale ničesar praktično, če ne bo poročilo ustrezalo trajnosti. Kako je s tem? To je nekaj na temu, bi temu tako rekla. Nismo danes še tam, saj tudi jaz, ko se pogovarjam z našimi naročniki, trenutno banke v Sloveniji še ne zahtevajo takih konkretnih podatkov, ne. Gre pa v to smer, da trajnostni se ne bomo mogli izogniti na tak ali drugačen način, ne.
in banke nekako prepoznavajo tista podjetja, ki dajo večji poudarek temu kot nekako bolj vzdržni poslovni model. In seveda verjetno, ne moram govoriti v imenu bank, ampak takšne naložbe smatrajo kot manj rizične. Tako da, Torej, rizične tudi v kakšnem smislu? Rizične mogoče bo prišlo do poplav, do nekih vremenskih sprememb, klime. Kje je zdaj ta riziko, ki ga je treba tudi predvideti? ja, mogoče tukaj največji riziko je predvsem pri teh energetsko intenzivnih podjetij, ne. Če pogledamo v preteklosti, pa samo gibanje cene električne energije, ne, lahko vidimo, da ne glede na to, kaj je končni produkt nekega podjetja, pa je lahko še ne vem kako zelo dober, ne, zelo hitro čez noč se ti lahko spremeni lastna cena produkta, če cena elektrike močno naraste, ne. To smo videli zdajle v zadnjih letih in je mogla recimo država vmes poseči z nekimi spodbudami za taka podjetja, ne. To je en tak direkten pokazatelj, da vseeno neka energetska neodvisnost oziroma zmanjšanje tega omogoča znižanje tega rizika, ne. Imamo tudi primer recimo podjetja, sem bila ravno zadnjič na enem dogodku, ko je Steklarna Hrastnik recimo predstavljala, kako je v bistvu šla na alternativni vir energije za njihovo peč, ne. Mislim, da to je tudi že en tak primer, ne. Ali pa če pogledamo Luko Koper, ki je danes tudi predstavila veliko zanimivih projektov, ki so v teku, seveda nekaj inicirano izključno zaradi teh zakonskih zahtev, po drugi strani si pa z nekim energetskim omrežjem, ki ga gradijo znotraj svoje luke, tudi ustvarja konkurenčne prednosti, ne. Navsezadnje sta v zelo bližji okolici še dve večji pristanišči, ne. In če imajo infrastrukturo, ki omogoča, ne, recimo hitro polnjenje potniških ladij, verjamem, da je to neka prednost, ne. Kaj so glavni izzivi podjetij na področju logistike v zvezi s tem trajnostnim poročanjem? Zdaj, največji izzivi pa ne samo logističnih podjetij. Jaz mislim, da kar vseh nas v tem prostoru, v evropskem prostoru, to je pa doktor Nicole Mauch danes tudi govorila, skupaj smo bili na okrogli mizi, je prav to razmerje med people, profit pa planet, ne. Se pravi, Evropa se zelo usmerja na ta planet del, ne. Malo smo pa pozabili tudi na profitabilnost, ne. Ker na koncu, če podjetja vse ne poslujejo profitabilno, nas ni na dolgi rok, ne. In v resnici, če pogledamo, Američani zelo spodbujajo tudi ta zeleni prehod, ker imajo iz tega kar nekaj poslovnih priložnosti, s tem, da oni dajo pa bistveno večji poudarek ravno na ta del profita, ne. Tako da mislim, da ravno to iskanje ravnovesja med temi tremi deležniki v tem trikotniku, mislim, da je ta glavni izziv. Ne vem, logistična podjetja bodo šli v nakup vozil na električni pogon, kjer je investicija bistveno višja, zaradi tega, da bodo samo trajnostni, ali zaradi tega, da bodo mogoče pritegnili nove naročnike, ki jim pa pomeni, ne, nekaj, da sodelujejo s takimi partnerji, ne. Torej, pod črto na tem logističnem kongresu letos, kaj je bilo zdaj novega, kakšna so priporočila v tem smislu trajnostnega ESG poročanja? Kar se tiče trajnosti, bi rekla tako, se pravi, pravočasno se lotiti priprave, zavedanje, da ni samo poročilo, ampak da gre tukaj za spremembo strategije in procesov znotraj podjetja. Vidim pa, da še več nekako težav bojo imela pa mala in srednja podjetja, ki jih bo pa to vsekakor tudi zadevalo, ne, ker v velikih podjetjih vidimo, da imajo cele oddelke, ki se zdaj s tem ukvarjajo, ne, to so tudi zdaj novi poklici, teh kadrov ni od preteklosti, ne. Manjša podjetja bojo pa prav tako mogla vse te zadeve implementirati, seveda nekoliko kasneje. Verjamem pa, da tukaj je pa možnost pomoči z zunanjimi partnerji, ne, tako kot sem prej omenila, da tehnološko jim pomagajo, pa na drugi strani vsebinsko. Pa seveda čim več takih recimo dogodkov, kot je bilo danes, ne, ker mislim, da poteka zelo koristna izmenjava znanj pa izkušenj, ne. Tako da pravočasna priprava, implementacija skladno s poslovno strategijo pa sledenje tem ravnovesju, se pravi ne samo planet, misliti tudi na naše ljudi, naše zaposlene, poslovne partnerje, pa ne pozabimo na profitabilnost, ne. Gospa Šerjak, najlepša hvala. Hvala tudi vam.